motorističnega kluba Samorog. Žal sem to na slabem glasu, kot vsako leto. Da bi vas lepo pozdravil. Veseli sem, kako po dolgem času, po letu preboja se spet vidimo na drugi lokaciji. Upam, da ste z lokacijo zadovoljni. Mi smo zelo. Po kratkem županovem govoru vas vse lepo povabim na krožno vožnjo. Ja, lepo pozdravljeni. Sicer me predsednik nekaj hvali, pa to ni res, kar je zdaj govoril. Jaz sem šel malo poslušati notri, se preveč ne čuje v tem šotoru, ker je galama, ampak kljub temu, dragi prijatelji, zelo sem vesel, da vas lahko iskreno in najtopleje pozdravim v tej izrazito obmejni občini Razkrižje, v tako imenovanem Razkriškem kotu. Gre za občino, ki se nahaja med reko Muro in slovensko-hrvaško mejo. Smo nekako zadnja občina tukaj na desnem bregu, torej ob slovensko-hrvaški meji. Moram reči, da sem resnično in iskreno vesel, da ste tukaj ljudje iz cele Slovenije in slišim še tudi prijatelji iz Srbije, Mađarske, mnogi drugi, vsem velja enak prisrčen pozdrav. Res pa je, da do tega srečanja ni prišlo tako enostavno. Vem, da so se člani motorističnega kluba Samorog dolgo borili, kajti v svoji matični občini niso mogli dobiti primerne lokacije. Tudi pri nas ni šlo tako enostavno, ampak če se ne bi oni prizadevali in naše ljudi pripričali, da to ni nek bav, in tudi sam se moram našim bližnjim občanom zahvaliti, da so potrpežljivo sprejeli to srečanje in moj 90 let star oča mi je rekel, čuj, pa to ni neki bav, jaz jih sploh slišal, nisem, celo noč sem dobro spal. Tako da se zna zgoditi, da se bomo tudi drugo leto videli. Torej, še samo 2-3 besede o samem Razkrižju. Poglejte, vsi tisti, ki prihajate iz urbanih večjih sredin, bi rad dejal samo to o teh polemikah, da so male občine nepotrebne v tej naši ljubi Sloveniji. Rad bi vam povedal samo to, pa si sami odgovor najte. Ko smo mi pred 15 leti postali občina, nismo imeli zdravnika. Danes imamo zdravnika, specialista, pediatra. Nismo imeli lekarno. Sami smo si našli investitorja, ki nam je ob zdravstveni postaji zgradil lekarno. Nismo imeli pošte. Danes imamo pošto. Nismo sanjali, da bi leta 2013 imeli kanalizacijski sistem na celotnem območju občine. Ga imamo in tako dalje in tako dalje. Torej, vi pa si zdaj sodbo ustvarite sami. Skratka, želim, da iz Razkrižja odnesete lepe in prijetne spomine in Bog daj, da se prihodnjo leto srečamo ponovno tu. Hvala lepa, če ste me slišali v redu, če pa ne, pa tudi v redu. Nasvidenje.